Množičen umik različnih mlečnih pripravkov za nadomestno dojenje, tudi v Sloveniji. S trgovskih polic med drugim umikajo Aptamilove pripravke, razlog za odpoklic pa možna prisotnost toksina. Tak toksin povzroča pri dojenčkih več škodljivih učinkov, med njimi so seveda bruhanje in pa driska. Starši, ki imajo doma zaloge mlečnih pripravkov, so zaskrbljeni. Ker so vsak dan novi odpoklici, si, kot pravijo, ne upajo uporabljati niti pripravkov, ki niso sporni. Ana Vidic-Kostevc. Klavdija Bezjak, mamica dvomesečnega dojenčka, ki ga hrani z mlečnim pripravkom, je v stiski. Me zelo skrbi, da ne bi prišlo do česa hujšega, do smrtnega slučaja, kot sem tudi opazila, zaradi te sestave, ki je sporna. Tekom proizvodnje so nekatere formule prišle v stik z Bacilusom cereusom, se pravi, problem tukaj je eden od toksinov, te bakterije. Mama nam pokaže zalogo edine formule, ki sinu Stašu ustreza. 800-gramske, potem 400-gramske in 2200-gramske. Zaenkrat so ti datumi še niso sporni, ampak upam, da tako tudi ostane, čeprav sem v dvomih. In ne brez razloga, skoraj vsakodnevno se vrstijo novi odpoklici serij. To je le nekaj izmed dosedaj odpoklicanih Aptamilovih pripravkov, v katerih je sum prisotnosti toksina cereulida. V obvestilih o odpoklicih so na voljo vse relevantne informacije. Treba je poudariti, da je predmet odpoklica samo tisti izdelek oziroma tisti rok uporabe oziroma serija, ki je navedena v odpoklicu. Tako da svetujemo staršem, da spremljajo našo spletno stran. Seveda, stanje je nevarno, ker je povezano z bruhanjem in z dehidracijo ali pa diarejo in z dehidracijo pri dojenčkih. In kako bi lahko posumili, da gre za zastrupitev? Starši nas pogosto vprašajo, kako naj pa vemo. Moj otrok itak kaka 6-krat na dan. Namreč driska, bruhanje in slabost so pogosto simptomi tudi drugih bolezni. Tisto navodilo, ki ga staršem dojenčkov in malih otrok damo, je, da se ravnajo potem, da presojajo kot drisko, ko gre za odvajanje, ki je bistveno bolj pogosto kot običajno, in da je konsistenca blata da je blato bistveno bolj redko, kot je sicer. Mali Staš je imel pred tedni težave, ki jih mama takrat še ni pripisovala hrani, a k sreči ga niso huje izčrpale. Vseeno je to neka vsakodnevna skrb, vsak dan ne morem ravno klicati v lekarno in vsakodnevna skrb mi je in me res skrbi, kako in kaj bo vnaprej. Za vse, ki imajo zaloge doma in pri otroku opažajo simptome prebavnih težav, pa poziv pediatrov, naj čim prej poiščejo pomoč zdravnika, ki bo presodil, ali je otrok ogrožen ali ne.